Živijo. Moj tokratni sogovornik je pa game changer res v pravem pomenu besede. Ne maram, da bi bil neki slaven ali pa to, kar mi pravzaprav ta zadeva nič kaj dosti ne koristi. Pravi destruktor s svojim pristopom za dejavnost oziroma poslanstvo, ki ga upravlja. No, jaz nisem nikoli si mislil, da bo ta zadeva takole ratala, kot je ratala. Game changer zato, ker si za širjenje poslanstva pomaga z internetom, s svojim pristopom pa nagovarja generacije, ki jih na stari način je bilo vse težje zajeti. Hkrati pa preko interneta želim nagovoriti oddaljene. Tisti, ki so recimo bili krši in tako naprej, pa so se v nekem obdobju življenja oddaljili. Prvi vloger med duhovniki. Dolg časa nisem vedel, kako ni ta vlog posnamem, na kakšen način, ne? Moj tokratni gost je Martin Golob, župnik, katerega online maše je v preteklih tednih spremljalo več 10.000 ljudi. Uživajte v najini vožnji. Prijetno bo. Živijo. Živja, me veseli, Martin. Tudi mene, Igor. Ko imate lep avto. Kam greva? Ne vem, ne malo se pelati. En krog. Vi gre se s tem lahko kamot po makadamu pa to? Ja, seveda. Noben problem? Ne. A greva malo gor po pokluki pa to? To sem imel idejo. Koliko je pa klele cerkev, ki jih moraš ti oskrbovati? Jaz jih imam 7. Največja župnija v Sloveniji, vse do Triglava. Vedno vprašam gosta svojega, kako bi želel, da bi ga ljudje v širši skupnosti prepoznavali. Kot tistega, ki sem se odločil, da bi služil ljudem, ne maram, da bi bil neki slaven ali pa to, kar mi pravzaprav ta zadeva nič kaj dosti ne koristi. Želim, da bi me ljudje kot prepoznavali kot dobrega človeka ali pa kot duhovnika. Najprej sem pa seveda človek, ki se tako soočam in trudim, ali biti dober, včasih tudi ne rata. Ko pa miš, da sem te jaz napovedal, jaz sem tak intro zmeraj naredim za gosta. Ja, mogoče res nisem jih najbolj običajen duhovnik. V bistvu nastopaš ali pa izvajaš to poslanstvo svoje pač preko digitalnih kanalov. In jaz mislim, da si prvi, ki je to uspel zelo pristno prenesti. Ja, sej iskrenost je ena taka stvar, ki ljudje zelo hitro opazijo. Otrok je najboljši psihiater. On takoj odkrije, ali si ti iskren, ali pa če rečem po narekovanju, ali pa fejkaš. No, to je pa druga stvar, ki sem jo jaz opazil. Recimo s tem svojim pristopom pritegneš ene generacije, ki jih je po moje čedalje teže na ta klasičen čedalje teže pritegniti. Hkrati pa preko interneta želim nagovoriti oddaljene. Tisti, ki so recimo bili krši in tako naprej, pa so se v nekem obdobju življenja oddaljili od župnije ali pa od cerkve in tako naprej. A lahko kakšno rečejo o teh tvojih začetkih? Lahko. Mislim, ne kot duhovnika, ampak kako si v to padel, a ne? Tako spontano, jaz nisem nikoli si mislil, da bo ta zadeva takole ratala, kot je ratala. Jaz bi rekel, da ta vlog tvoj je na nek način kakor neke vrste pridika. Ti malo usmeriš en tak v 4 minutah. Na eno vsebino vedno skušam priti. Moji vlogi so čisto vsebinski. Ta format si sam oblikoval, si imel pomoč pri tem, da ste... Pomagali so mi tukaj tudi na aleteji.si. Dolg časa nisem vedel, kako ni ta vlog posnamem, na kakšen način. Spremljal sem vlogarje, recimo Komotor je minuta, Jana Macarola. Posnel tista prvi vlog, sem rekel, za tistih 500 ljudi, ki smo to ogledali na YouTubu. Tisto je zelo završalo. In tudi organizacija nič ne vpliva na vsebine, ki jih ti... Nič. To je zelo spontana reč. Profesionalno dosti zgleda, ne? Ampak je zelo spontano. Samo en vlog mogoče, da mi je vzel časa 2 uri. Vse ostalo je manj. Kaj pa ta tehničen vidik sestavljanja in vloga, to vse sam narediš? Ja, v bistvu se tako pripravim, da v istem šusu vse posnamem. Do zdaj sem samo 3 vloge malo tako zmontiral. Kako pa izgledajo priprave recimo na en tak nov vlog, ki ga delaš? Ni tako, da bi recimo kaj za Letejo sodeloval ali pa s kom drugim? Vsake dolg cajta, kar še ga vprašam ti, kaj bi pa misliš, že bilo zanimivo, drugače pa kar mi pride v 14 dneh ali na misel, ali kar doživim, tisto skušam pol ubesediti. A cerkev recimo prepoznava te tvoje prijeme kot nekaj, kar spreminja obstoječo kulturo, pa promovira recimo v končni fazi tudi tvoj poklic med mladimi? Ja, jaz upam, da, no, drugače, jaz mislim, da se zaveda cerkev kot ustanova enega velikega potenciala socialnih omrežij in se ne moramo zdaj tukaj zatiskati oči, da to zdaj, ne smemo ljudi spravljati na telefonu, ampak dejstvo je, da so
Tom oni, a ne? Nazadnje se mi zdi, da je tukaj največji influencer, naš papež. Se pravi, na nek način se cerkev tako transformira, pol tudi vedno bolj digitalizira. Ja, na nek način. Današnji svet je pač tako, da smo pač na telefonih. Ni za brez veze, če imaš sledilca ali nimaš in tako. Bilo je pa dosti dobrodošlo, da si ta trening, recimo ti prej naredil v teh korona časih, ki so bili, je bilo sila enostavno pol narediti mašo online. To je bilo pa vrhunsko, je bilo zelo lepo, res ena velika številka. 52 svetih maš in vedno je bilo več 10.000 ogledov, ene svete maše v živo, nas je pa vedno preko 1500, samo na mojem To je bistveno več, kot je tvojih faranov. Ja. Se pravi, ti si mal posegal še konkurenco drugim župnikom. Je kaj ljubosumja? Ne vem. Je to ne taka človeška šibkost, bi se zgoditi. Mislim, ker številke dokazujejo, da so iz drugih župnij ljudje tebe spremljali. Ja. In to tudi iz tujine, Argentina, ZDA, Kanada. Ampak sicer je pa kdo tvoje občinstvo? Jaz sem mal gledal komentarje, pa tako naprej. Demografsko pokrivaš od praktično mladine pa do babic. Pa tudi to me preseneča, mladine, ki sploh niso krščeni. Sem se srečal že z osnovnošolci, ki doma na skrivaj to gledajo. Misliš, da starši to preprečujejo, da bi gledali? Kakšen grem tudi na živce. Tukaj je sveta maše gledala najstarejša ženska iz Bohinja pred 92 letih. V svetu, s katerega jaz prihajam, se mi zdi, da je zelo obremenjen skozi z nekimi rezultati pa z merjenjem. In mene res tako iskreno zanima, kako se meri uspeh v duhovniškem poklicu. Pri Bogu šteje, koliko truda in ljubezni ti vložiš v delo. To pri Bogu šteje. Kaj pa pri nadrejenem? Pri nadrejenem, s tem se pa niti ne ukvarjam. Misliš, da to izpostavljanje tvoje, da mogoče komu ni všeč? Možno in čisto vsem ne moreš biti nikoli všeč. Mislim v organizaciji, v cerkvi. Včasih grem tudi kaj po robu. Glede škofov, niti se to ne ukvarjam, važno nam je tudi mirno vest, pa največ dam na besedo mojih staršev. Vem, da če bi karkoli narobe in predaleč šel, bi mi ona dva res lepo povedala. Pa nista tako, da bi bila zdaj neki slepo zaljubljena v mene, ampak so zelo realna. No, jaz sem recimo probal razmišljati, da vsaka organizacija, če hoče funkcionirati, mora si postaviti neke kazalnike uspešnosti. In sem si predstavljal, da je mogoče eden od kazalnikov, a je nekdo dober duhovnik v eni župniji, glede na delež vernikov, ki je med prebivalci, ali pa upadajo, ali rastejo. Siguren, da je tudi to lahko en pokazatelj, ali se ti znaš ljudem približati, ali jih znaš nagovoriti. Ampak pol so blizu tega, da je lahko en novodobnih takih kazalnikov tudi to, kakšno pač priljubljenost imaš skozi socialna omrežja. Ampak še zmeraj mislim, da je tukaj glavna stvar to, da si pomirjen s svojo vestjo. Ena od mojih sodelavk, ona je rekla, da je vprašaj ga, kako se bori proti temu, da bi bilo sporočilo všečno, da bi bilo veliko lajkov, followerjev, všečkov, v primerjavi s tem, da je pravo sporočilo, ki ga mora dati kot duhovnik, ki mogoče ni toliko všečno, ker ne moreš zmeri samo všečno delati. Dostikrat dobim tudi očitek, da sem populist. Popularnosti se izognem s temu, da res čim bolj oznanjam se pravi, veselo oznanilo vere. Včeraj sem bral, da ne bo več maš na Facebooku. Jaz sem že itak končal z mašami na Facebooku 4. maja. Ampak zakaj recimo je to maše so na radiju, ognjišče bojo še, sveta maša je vedno v popolni navzočnosti, se pravi v živi prisotnosti. Pravo občestvo je pa res to, kar so mi dva zelo skupaj, je to in zaradi tega. Ni to povezano, da najmlahko, da je provokativno, boš rekel, ampak darove težko dajejo. Ne. Jaz sem se trudil malo poiskati, da obstajajo kakšne take uradne aplikacije, ki pomagajo, verniku moliti, mogoče spoved imeti online, ampak nič takega uradnega nisem videl. In par portalov je recimo, da bi pa prav tako aplikacije kot pripomoček za vernika. Ja, tega je malo manj. Pa misliš, da se bo to razvilo? Upam. Naša župnija, smo edina v Sloveniji, ki imamo svojo aplikacijo, deluje na principu WhatsApp, s tem, da gor tudi dobijo vsa oznanila, redna obvestila, karkoli se v far zgodi, tudi lahko napišem in vsi dobijo uporabniki recimo te aplikacije. Moje osebno mnenje se mi zdi, da imamo tega premalo.
Enkrat sem tukaj, če lahko omenim, s kolegom sva še sem gor in je en star gospod, zdaj sem ga že pokopal, sneg je bil pa led, tlele dol v nameji bil. Ne? Dol so z avtom, ali kaj? Ja, zdrsnuje. Pa čez 80 star. Pa sva ga pa midva ven vlekla. In sva ga rešila. Midva sva bila žipom, sva ga rešila, on je odpeljal, nama je pa benzina zmanjkal. Midva sva pa kle ostala. Pol ni on nazaj, bomo pomagal. Da šla peš naprej. Prav sem ene govorice, da se seleš v neko drugo župnijo, da se še čaka na neke uradne informacije pa tako naprej. A je to predmet nekega napredovanja lahko prvo, kot signal napredovanja, nazadovanja? Te stvari grejo bolj na princip potreb. Moji nadrejeni recimo vidijo, kater duhovnik bi bil primeren za kakšno župnijo, za nek kraj. To je verjetno stres, ne, za župnijo. In za župnika. A imaš ti kakšnega vzornika pri tem, kar počneš? Meni je drugače največji vzornik ati. Meni se strašno dopade papež, en župnik iz Dola pri Ljubljani, mi je tudi en tak dober vzornik, ki je zmeri dostopen ljudem, ki ima zelo je javno, tudi javno znan? Ne. Če bi on bil zelo mojih let, bi pa gotovo bil. Vsake toliko časa se je pojavil kakšen duhovnik, ki je bil z nekim tem tako, ne, je bil recimo zelo izpostavljen, je bil tisti duhovnik. Robi Friškovc, ne? Točno tega sem mislil, zaporniki, ki je delal. Pol je bil en tam iz Savinjske doline, se ne spomnim imena, ki ima modno revije. Dori! To so bili neki ljudje, ki so izstopali. Ki so izstopali, imajo v sebi neko karizmo. Do tega naravno pride? To pride naravno. Jaz mislim, da te zadeve morajo res naravno in spontano priti. V svetu je toliko enih mask in je zato tako bolj privlačno videti človeka brez maska, pa iskrenega. Meni se zdi, da je ena takih ključnih stvari, ki jih mora v bistvu cerkev tudi razmišljati o njih in verjamem, da razmišljajo, kako zadržati. Poslušal sem en tvoj vic, ki si ga omenil, kako se znebiti golobov. Pobir na ših. Pa grejo, ali? Tukaj le dol. Ja. Tak duhovniški vic. No, ampak se mi zdi, da... Ja. To je izziv nas duhovnikov. In kaj so taki, recimo, konkretni prijemi? To pa zelo težko. En tale je, recimo, to, kar ti izvajaš, na nek način siguren je, ne? Siguren, ja. Eden od teh načinov je tudi molitev. Pol stiča mladih, siguren. Se pravi, da v Ameriki cerkve uporabljajo tako imenovane church management sisteme. A imate prva tudi kaj informacijsko podprt? Probavali smo že nekaj in program vzpostaviti. Ampak je bilo zmer problem, ker je toliko enih tudi starejših duhovnikov. So župniki, ki so stari tudi 75 let, pa njega pol učiti v nek informacijski sistem in tako je zelo težko. Meni se zdi, da bi meni ustrezal duhovniški poklic. Jaz bi se užival, komu to, tako na vasi bolj. Ja, se je zelo lep, meni je tudi všeč. Zelo rad imam veruk, najmanj pisarniško delo, zelo fleten je delati z ostarelimi. Tudi pogrebi znajo biti lepi. Mi je rekla ena gospa, kom pa jaz umrla, pa želim, da me vi pokopljete. Sem rekel, z veseljem. Kakšna je asociacija za vrhunski produkt? Coca-Cola. Kako se ena pijača razšila po celem svetu. Zanimivo, kaj je zdaj vprašanje naprej, pa vrhunski marketing. Ja, isto, ne. Dober produkt bo tudi dosegel dober marketing. Prva asociacija na zadovoljno stranko. Zadovoljen prodajalec. Če me dobi v roke prodajalec, ki ljubi svoje izdelke in ki jih pozna in zanje živi, me prepriča. Kaj bi pa rekel, da je tvoja prva asociacija na dream business? Mislim, da je sanjska služba tista, v kateri si ti srečen. Jaz mislim, da nimajo nobene veze s prihodki, ali delaš, ali ne delaš, ampak samo, da si na tistem, kar počneš, kar ukvarjaš, pa razvijaš, da si v tistem srečen. Od vseh 17 gostov, ki sem jih imel, zdaj si seveda v tem pogledu največji profesionalc, bi te prosil za eno tako poslanico, eno misel za zaključek za tele gledalce, ki gledajo te moje Game Changer intervjuje. Jaz bi jih spodbudil, da z veseljem delajo, vas spodbujam, da z veseljem upravljate svojo službo. Bodi to, kar si, postaj to, kar Bog pričakuje v tebe in razsvetljiv boš v svet.
Pa tudi, če ne verjamete v Boga, pa lahko rečete kakšno drugo ime. Hvala ti. Z veseljem. Me veselilo. Tudi mene, res.